Ni slabo za ponija, ki ima glavo ves čas nad oblaki. A ja? Misliš, da si lahko boljša pastirisa? Seveda da. Za božjo voljo. Videti je, da lahko leteči konj vrže dlje od delovnega. Cilj igre je vreči čim bližje kola. Že prav, že prav. Še en met imaš, mala poni. Maurica. S takšnim metom ne bi zadela niti hlevskih vrat. Ja, še vedno je moj najbližji jabčica. Poskusi me premagati. Jeha! Zadetek! Tako delamo to pri nas na kmetiji. Izgubila. Ne bodi žalostna, Maurica. Vse za zabavo. Sovražim izgubljati. Sicer si pa zelo dobra športnica. A jaz sem boljša. Že prav, Jabi. Misliš, da si najboljša športnica med vsemi? No, jaz bi rekla vsem konjičkovam. A to bi že pokvarilo to lepoto. Mislim, da sem jaz najboljša športnica. Torej, daj, dokaživa. Dokaživa kako? Izzivam te na tekmovanje Iron Pony. Niz atletskih tekem, ki bodo enkrat za vselej odločile, kdo je najboljši. Veš kaj, Maurica? Igrajva. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni. Zdaj, ko spoznala sem prijatelje, moj mali poni. Je čaroben svet in lep je vsak dan. Avanture, zabavaj se, naše srce, prijateljstvo, ljubeznivost, čarovnija. Prijatelji, zavedno smo, ti si moj mali poni. In vsi verjamemo v prijateljstvo. Vidve se gresta zdaj, kaj? Iron Pony tekmovanje. No, določili smo vrsto tekmovanj, ki bodo odločile, katera med nama je najboljša poni športnica. In moja naloga? Ne vem. Zakaj je ona tu? za sodnika in zapisnikarja. Tako. Nekdo pač mora zabeležiti moj rezultat za zgodovinske knjige. Pozdravljeni in dobrodošli na prvem letnem tekmovanju Iron Pony. Piko? Komu pa govoriš? Njim. Naj se igre prečno! Pripravljena? Pozor, zdaj! Piko, čas? 17 sekund. Šališ se. Bolje od mojega lanskoletnega rekorda na rodeo. Ampak zaradi dotika soda si dobila 5 sekund kazni. Korenčki in bučke. Še vedno je to 22 sekund. Ni slabo. Hej, ne bodi živčna. Saj veš, vse za zabavo. Zdaj pa pojdi. Pripravljena? Pozor, zdaj! To pa je bilo odlično kopitljanje, Maurica. Hvala, ampak nisem mogla biti hitrejša od tebe. Kakšen čas ima Piko? 18 sekund. 18 sekund. Maurica, si prepričana, da nisi skrivoma rodeo poni? Zmaga Maurice na slalomu sodov. Ne morem verjeti. Ja, no, nikar se ne navadi na to. Odlično, Maurica! Čudovito! Spoštovanja vredno. A naj ti pokažem, kako se to zares dela. Leta stresanja jabolk. Zakaj jaz? Zdaj! Avč. Si za še eno jahanje? Ne. Zdaj! Zmaga Maurice v jezdenju kozla. In jaz sem izgubil. Kako ravno mene povlečejo v to? Ali to šteje?
Na polovici sta naši tekmovalki izenačeni 5-5. Komu pa govoriš? Njim! 95, 96, 97, 98, 99, 100! Bodi dobra športnica, Jabi. Tako torej, tole je zadnja tekma. Dajte vse od sebe. Videti je, da bo delovni konj tokrat povedal. Ni pravična. Ne smeš si skrili pomagati do zmage. Goljufaš. Ne razumem te s to vrvjo v uščih. Rekla sem. Zmagala sem dežno kapljo. Ali blatno lušo v tvojem primeru? Jaz sem Iron Pony. Ker si goljufala. Kaj? S pomočjo kril si pomagala do zmage na več kot pol preizkušnjah. Gnila jabolka? Hočeš reči, da nisi uporabila svojih kril? No, ne. Nisi rekla, da ne smem uporabiti kril. Nisem mislila, da ti moram povedati, da igraj pošteno. Tudi brez pomoči kril bi zmagala. Dokaži. Z veseljem. Kako? Jutri je vsakoletni tek listov. Izzivam te, da tekmujeva v teku. Z lahkoto. Počakaj! Pod enim pogojem. Poanta je v teku, torej krila niso dovoljena. Brez kril? Brez problema. Iskra, pohiti, zamudila bova na tekmo. Zakaj si pa ti vznemirjen zaradi tekme? Saj je samo za ponije. Ja, ampak upam, da bom spet lahko napovedovalec. Poslušaj, konečki in žrebeta. Dobrodošli na letnem teku listov! Z vami sem Rozika, uradna napovedovalka in komentatorka. Oprosti, Piko. Očitno je služba že oddana. Kot vsi poniji veste, je tek zelo pomembna tradicija, saj brez njega jesenski listi v konjičkovem ne bi nikoli odpadli. Poniji, pripravite se, tek listov se prične čez 5 minut. Pardon, oprostite. Umaknite se Iron Poniju. Misliš goljufivemu poniju? No, Jabi, si pripravljena, da osvojiš drugo mesto? Pripravljena na lepo, pošteno tekmo. Ja. Ne smeš uporabiti svojih kril. Zmagam lahko z obema kriloma privezanima na hrbtu. Povezana kot puran. No, s tem mislim purana, ki ne more leteti. Zelo smešno. Tokrat bomo vsaj igrali pošteno in pravično. Tekmovalci, zavzemite svoja mesta. Rozika? Hej, Piko, kaj je? A jaz saj res? Jaz sem! Vem, da ti danes napoveduješ in to. In prepričan sem, da ti bo šlo odlično, ampak zanima me... Kaj? Pozabi. Piko, bi rad bil moj soporočevalec? Lahko bi skupaj poročala o dogajanju. Res lahko? Splezaj gor! Iskra, kaj pri vseh konjih pa počneš? Tekmujem. Ta je pa dobra Iskra. Ne šalim se. Kaj? Saj nisi športnica. Ti si knjižni mol. Nisem knjižni mol, samo načitana. Knjižni mol. Si že kdaj tekla na tekmovanju? No, ne. A o teku vem veliko. In kar veš? Knjig. O teku sem jih veliko prebrala. Kaj si to brala? Vodnik teka za knjižne molje? Si za ogrevanje raztegnila očesne mišice?
Razumeš? Očesne mišice? Kar posmehuj se, Maurica, ampak tek listov je tradicija Ponigradu. In ker sem tu na izobraževanju, sem se odločila, da ga moram sama izkusiti. No, mislim, da je to prekrasno, Iskra. So srečo. Ja, se vidimo na cilju. Jutri. Dobro, poni, ste pripravljeni? Pozor! In že gredo! Pozdravljeni v uradnem poročanju izteka listov. Veš, Piko, navkljub imenu listi dejansko sploh ne tečejo. Ne, to je prepuščeno našim malim ponijem. No, ja, Rozi, gre za tek ponijev, ki povzročijo, da listi odpadajo. Oh, ti lenobno leni listi. Ampak letos je tek več kot le vreme. Gre za dirko do cilja in dve tekmovalki, ki želite zmagati. Javi in Maurica. Veš, Rozi, ti dve tekmovalki bosta s to tekmo poravnali račune, poskusili dokazati, katera je boljša športnica. Ja, vse skupaj je precej neumno. Ja, res je. Kaj? Obožujem neumnosti, a če jih je preveč, postanem preveč neumna. In brez neumnosti? Oh, ne hvala, obilen zajtrk sem imela. Pogleda k našima tekmovalnima ponijema, Javi in Maurici. Najhitreje sta prišle iz ovinka, Javi in Maurica sta izenačeni. Z ramo v rami, a kaj je to? Javi napreduje, zdaj je zacel nos spredaj, ampak Maurica ne bo dopustila, da Javi povede. Za pol nosu je spredaj ali za 3/4 nosu, ne za približno 63,7% nosu. Najgrobo. A Javi jo je sprevidela in dala vse moči svojih močnih delovnih nog od sebe, pognala se je za 350 nosov naprej. Brez krili tako preprosto, kaj? Daj no, Maurica, pokaži malce prahu. Ustavi konje, Rozi, Maurica dohaja prvo tekmovalko Javi. Kakšen prav brat! Mislila sem, da ima Javi zmago že v žepu. Saj nisi mislila, da ti bom tako zlahka prepustila zmago, kaj? Ne morem verjeti. Vem, prečudovito je, kaj ne? Ne pokrajna, Iskra. Maurica me pravkar spotaknila. Ne, nite. Ja, me je. Ne, nite. In če bi upočasnila in pogledala, kje greš, bi kot jaz videla, da si se spotaknila ob kamen. Kaj? O, pri senu. Zdaj moram dati vse od sebe, da ujamem Maurico. Samo pazljivo. Se vidiva na cilju. Ne morem verjeti, po velikem zaostanku je Javi spet v vodstvu. Javi je seveda v vodstvu, najboljša med vsemi, prava atletska mačka. Čakaj, zakaj bi Javi hotela biti mačka? To ji pa ni prav nič podobno. Dobro, vrnimo se k tekmovanju. Nikar tako hitro, Javi, tekma še ni končana. Zate je že. Ne morem verjeti, Javi me je spotaknila. Kaj poniji, nikoli ne gledate, kje hodite? Spotaknila si se ob štor, vidiš? O, vidim veliko prevarantko. Maurica, Javi ne bi nikoli goljufala, bila je samo nesreča. Seveda je bila. Mislim, ja, seveda je bila. Zapomni si, Maurica, to je samo tekma. Ja, a pravila so se spremenila. In to igro lahko igrata dva. Dobrodošli nazaj, ponigračani, jaz sem Rozika. Piko, videti je, da daje Maurica vse od sebe. Ne vem, kako ji bo pomagalo, če bo se odvrgla. No, v vročinskem tekmovanju bi to vsekakor pomagalo ohladiti zadeve, ampak raje imam led. Kaj pa ti, Piko? Mrzel tuš? In videti je, da je Javi oblil mrzel tuš, ko jo je Maurica spet prehitela. Glej, mami, brez kril. Medtem ko tekmovalci vstopajo v pobeljeni gost, je Maurica ponovno v vodstvu. Maurica! O, ta mala prevarantka je to naredila za nalašč. Pa dajva. Dobra, Maurica. Kasneje!
Obeljeni gost je prav čudovit. Kaj ne bi morala biti bolj spredaj? Zdaj bom tudi zmagala. Razen, da so te pravkar vsi prehiteli. O, konjska jabolka, se vidiva. Jabi, kaj pa počneš tu zgoraj? Tu sploh ni nobenih dreves. Vem, ampak znak je kazal v to smer. Maurica, me zapeljeta? Pri vsem vseeno, rekla si brez letenja. Ne, rekla sem brez kril. Moram reči, Piko, da je bil to najbolj zanimiv tek listov v zgodovini Konjičkovega. Z najbolj zanimivim komentiranjem. A ni bil tek tisti, ki je bil zanimiv, temveč pomanjkanje tega. Oprostite, dekleti. Vem, da nisem športnica, ampak kaj ne bi tek listov tudi dejansko vključeval tek? Veš, mislim, da ima Iskra prav. Kaj res? Ja, če me želiš premagati, bolje da stečeš! In če spet sta Maurica in Javi z ramo obrami tekmujeta za najboljše mesto. Javi par centimetrov spredaj, zdaj je Maurica. In Javi, in Maurica. O ne, saj ni. O, ja pa je. Nehaj že! Ne, ti nehaj že! Ti si začela! Ha! In zdaj bom tudi končala! Ha! O ne, ne boš! Ja pa bom! Dovolj! Vse je mogoče! O ne, ne boš! Javi je, Maurica je, Javi je, Maurica je. Zmagala sem! Ne, jaz sem! Jaz sem! Izenačenje! Izenačenje? Za prvo? Za zadnje. Zadnje! Kdo je zmagal? Ti? O ne, na 5. mestu sem, kar je kar dobro, glede na to, da še nisem nikoli tekla. Kaj? Kako je to sploh mogoče? Tako počasi tečeš in gledaš pokrajino. Tako je, enakomerno sem tekla, kot piše v knjigi. In proti koncu, ko so bili že vsi ostali izmučeni, sem hitro stekla do konca. Ne morem verjeti! Iskra naju je premagala! No, ob vajnem spotikanju je bilo prav lahko. Prav imaš, Iskra. Grozno sva se obnašali. Nisva bili vzorni športnici. Vidim, da ste se naučile pomembne lekcije. Princesa Sonja! Kaj pa vi počnete tukaj? Jesen je eden mojih najljubših letnih časov. Prišla sem na tek listov. Žal mi je, da ste priča tako slabim športnikom, princesa. Je že v redu, Jabi. Vsakega lahko vznemirjenje ob tekmovanju zanese. Vredno si je zapomniti, da je prijateljstvo vedno pomembnejše od tekmovanja. Tako je, Iskra. A ker ste bili tako zaposleni s potikanjem druge namesto stresanjem listja, je vsem konjičkovem še ogromno listja na drevju. Ja, princesa, stavim, da lahko vse to listje stresava dol kot blisk. Kaj praviš, prijateljica? Si za še en tek? Z veseljem si pretegnem noge. Moj mali poni, moj mali poni. Moj mali poni, prijateljstvo.